Je bila zmaga proti zadnjeuvrščeni ekipi rutinska? Assolutamente no. Absolutno ne, mislim, da je Triglav v prvih 15 minutah igral izjemno dobro. Začeli so izjemno kvalitetno. Sem se niso prišli braniti, ampak igrati tekmo in to je lahko le pohvalno. Moram pa pohvaliti svoje fante, ki so čakali na priložnost, bili so potrpežljivi in lahko jih samo pohvalim za današnjo igro. La partita è stata più semplice, però veramente bravi i miei ragazzi. Kateri zadetek je bil odločilen, quale gol je Rode izzival? Sempre il primo, sempre il primo. Mislim, da je bil prvi gol tisti, ki je odločil, tudi tretji, ki je dokončno morda odločil zmagovalca. Najbolj pa mi je bilo pri moji ekipi všeč, da so imeli željo po zmagi. Ta ekipa je že celo prvenstvo na najvišjih mestih, ves čas smo pri vrhu in mislim, da smo danes tudi to pokazali, da si tam tudi zaslužimo biti. Con la seconda posizione. Lahko te zmagi rečemo rutinska? Lahko bi rekli tako, ja. Začeli smo malo nervozno, pol smo na srečo zadeli in pač imeli mirno žogo v svoji posesti. Igrali smo potrpežljivo in zadeli tudi 3-krat, tako pripeljali tudi tekmo mirno do konca. Ste imeli kaj v mislih pretekle tekme s Kranjčani, kajti odnašali so že točke z Bonifike? Ja, rekli smo, da moramo zdaj to obvezno zmagati. Tudi trenerjevi napotki so bili, da moramo biti potrpežljivi, ne kar brezglavo napadati ali pa bilo kaj. Tako da poslušali smo ga in zadeli 3-krat in zasluženo zmagali. Tudi kaj zanima, kako igra Rudar, s katerim ste tekmeci za drugo mesto? Seveda nas zanima, ampak mi se obremenjujemo sami sabo in gledamo svoje tekme. Je torej še možnost za preboj na drugo mesto, kajti sedaj ste tretji? Ja, itak da je možno. Vse mislim, da na koncu se šteje medsebojna, kar smo mi boljši od Rudarja zaenkrat. In zadnja tekma v prvenstvu bo tle doma po mojem odločljiva. Torej kaj reči po takšni tekmi, ko ste imeli na začetku pobudo, pa je niste uspeli konkretizirati? Ja, realnost je pač taka, tokrat smo prikazali, lahko rečem, odlično igro, bolj kakor proti Rudarju doma igrali, imeli priložnosti, pol priložnosti in res to naše mlade moštvo dozoreva. Škoda druga prekinitev in zadetek, naloge so bile določene in nažalost se to zgodi in potem to mlado moštvo težko se pobira. Kljub temu smo se pobirali, igrali, nadaljevali z igro svojo, ampak zadetke smo dobili v nepravem času in na polčasu smo se zmenili, da gremo iskati zadetek, kljub temu a zgubiš 2-3 ali priključek in nažalost na našo žalost smo imeli zadetek 2-1, razveljavljen, bil je faul, to je pošteno povedano in takoj na koncu podaljšku 3-0 in konec tekme. Težko je, pač realnost je taka. Tudi Krka je danes zgubila, torej niste izkoristili njihove napakice? Nismo izkoristili, bodimo vsi realni, vsak ve približno, kje je kakšen, mi nismo obupali, dokler je v igri matematika, mi bomo to probali izkoristiti, fante dvigniti in probati proti Olimpiji iztržiti vse 3 točke, 4 tekme, kakor odštevam in ni še konec. Je pa težko, definitivno, kaj ti lahko govoriš, lahko treniraš, napake pa pridejo na igrišču. Tako da škoda današnje tekme, res, če smo malo realni, lahko rečemo, da smo prikazali eno lepo igro, ni bilo bunkera, ni bilo, ne vem, zdaj težko je komentirati to tekmo tako, pričakovali smo več, definitivno, ampak nič, gremo naprej. Torej, kakšen je vtis po tej tekmi? Verjetno z igro niste povsem razočarali, rezultat pač ni šel na roko. Ja, glejte, mi smo poskušali iti na zmago, kajti se borimo za obstanek, vsaka tekma je za nas praktično kvalifikacijska in pomembna za točke. Pač danes se ni šlo, je pa treba, zdaj pride naslednja tekma že v soboto z Olimpijo in tam je potrebno iskati točke, gremo na zmago in to je najbolj pomembno. Domači trener je mnenja, da je že prvi gol tako rekoč odločil zmagovalca, takrat so dobili tudi zalet verjetno. Ne vem točno kaj odločil zmagovalca, pač danes so bili boljši, zmagali so zasluženo. V prejšnjo tekmo so igrali, ko so igrali s Celjem, so že vodili 3-0, pa bi bilo skoraj neodločeno, tako da mi smo tudi pri zaostanku 1-0, 2-0 bi lahko preobrnili, pa nismo, tako da treba v naslednji tekmi vse narediti, da pridemo do 3 pik. Težave v obrambi pri prekinitvah? Ja, smo dokaj mlada ekipa, zato treba biti zelo zbran. Ostale ekipe to dosti izkoriščajo proti nam, tako da treba v vseh teh naslednjih tekmah
je bo treba vsako prekinitev biti zbran in vsak svojega igralca pokrivati in preprečiti to, da se to ne ponavlja več. Šito pa boste iskali verjetno v novem mestu na medsebojnem dvoboju s Krko? Seveda, upamo, da bomo še v igri do takrat, je treba vse narediti, da bomo in tisto tekmo na polno in zmagati in priti do tega 9. mesta, kjer je bil naš cilj.